Zdaj gledam Game of Thrones, veš, pa sem vas blesal. Ta prva stvar, nož, ker na nož zmeri pozabim. A veš, danes imam tak dan, da montiram, na mailih sem, pa 100 let že nismo tega naredili. 1, 2, 3, 4, 5, 6 komadov. Začnemo pri največjemu. Pa enega modela čakam, zato ker se mi je na cesti nekaj zgodil, valjda s Tininim avtom, pošiljatelj ni napisan. Dragi Ciril, če tole bereš, pomeni, da smo na internetu našli pravi naslov, šalo na stran, radi spremljamo tvoj vlog. Smo se odločili, da tudi mi tebi podarimo nekaj nepozabnih trenutkov s svojima puncama. Ekipa Wood and Dots. Wood and Dots? A ja, Wood and Dots! Take zaščitne pakunge pa še nisem jemal, le to. Wood and Dots! Domine! Made in Slovenija. What is this? A ja, spomin! Pomaga krepiti koncentracijo, izboljšuje spomin in vzpostavlja nove mezi med možganskimi celicami. Wood and Dots? Hvala. Dajmo tole. Učila. Yes! Pred vami je čisto nova Guinnessova knjiga rekordov 2019. 23 slovenskih rekordov je noter. Pazi, tokle so par primerov napisali. Najvišji skok psa, 191,7 cm. A veš, kaj bi Gizmo rekel? Hold my beer. Sam pum! Stari, priješ nazaj dol? Počak mal! 6,80 m. Najhitrejši rekreativen go-kart, 180 na uro. Hitri dirkač. Can we beat that? Ekipa knjigarne Felix. In založbe Učila. Knjiga rekordov je bila ena mojih najljubših knjig ever, ko sem gor rasel. Res. To bova jaz pa Ava skupaj gledala, ker fascinacija, kaj človek vse zmore, česa se nauči in do kakšnih meja mi sem pa uspela ene stvari, to je meni noro. Where is basketball? Tisti, ki spremljate NBA, ne? Tukaj za basketaše so dal noter Russell Westbrook, LeBron James, Steph pa KD, pa Markel Fultz. Idemo dalje. Swan gor piše, Swan Kalabot. Zlata kuverta. Na predavanju Sam svoj šef, ki se je odvijala na štuku, ste me navdušili s spodbujajočimi besedami in mi dali novega zagona k nadaljevanju svoje podjetniške poti. Labud! What is this? Besno, stari. Metuljček, lega. Jaz sicer nisem tip za metuljčke. Jaz nisem tip za srajce. Ampak hvala. Zlata kravata. Pa le kaj ded zgor v graveru. Moj pisker. How do I look? Če me pa tako držal, bilo pa kaj sabla. Zdaj gledam Game of Thrones, veš, pa sem vas blesal. Zdaj sem na koncu 3. sezone. Rdeča poroka. Too much. Sem mislil nehal gledati. Ampak fajtam naprej. Pa kako nisi Game of Thrones že prej začel gledati? Stari, začel sem brati knjigo, prišel sem na polovico te prve knjige, pa pol nisem mogel, ker nisem od cajta, pa sem rekel, ok, jaz teh knjig nikoli nam prebral. Najbolj začnem gledati in to sem rekel 3 leta nazaj že in sem oskus na lagerju. Zdaj pa gledam, končno. Ok, naslednja škatla. Ciril je prečrtan, pa piše gor Gizmo Komotar. Živjo Gizmo, pošiljam ti moj sprej, da boste lahko z Avo brezskrbno poležavala na kavču brez strahu pred groznim tušem. Tvoja Loti. Piškoti Loti. Rima, sa? Stari, razumem. Janika za čiste tačke in svež von. Kako ste lično zapakirali, to mi je pa všeč. Pa si piškoti v obliki črk. Pa glih zdaj, ko se je Ava naučila pisati, pa brat, to bo zakon. So to s psom igrala. Sam imamo pa en problem. V bistvu, zakaj ne bi zdaj tega povedal? Zdaj sem razmišljal, ampak zdaj pa res, mislim, se je poklapal. Ava je dobila alergijo na psa. Not ok. Tako da zdaj malo rešujemo. Malo je pri babi, malo ne vemo, kva bi. Stari, težka tema. Ok, gremo dalje. Koga? Pletis, strojno pletilstvo. Pozdravljam, Ciril smo podjetje s poslanstvom proizvodnja kakovostnih nogavic iz naravnih materialov. Črne pa bele. Pa za tam malo. Pletis, tudi vam hvala. Ok, še zadnja stvar. A ni kaj neki iz džungle. Najprej listek. Mr. Komotar. A ja, takole je zapakiran, lej. Mrs. Lešnik. Nisem še zaprosil, ne. T-shirt. Zga pa nisem povedal, kdo si pa kva delaš. Plahutnik? Gašper Plahutnik. Če vidiš ta unboxing, prosim pokomentiraj spodaj, za kva gre, ka meni jasen. V glavno, ful hvala, zakon unboxing, eden najboljših, če mene vprašaš. Zdaj pa cajt. Dec je rekel, da je na poti. Zrihtal ti bomo šipal.
Prosim. Prosim. Kva si mogla? Ja, pa to nisi pa pri njih delala. Ne. In naprav, kva sem mogel narediti, da so prišli na dom. A ne pride zmeri na dom. A ja, kaj se je zgodil? Murphy, veš kaj je, ne? Ni en teden od tega, ko smo se pogovarjali, pa sem jaz razlagal, stari, 100 kilometrov sem že naredil, v vseh različnih pogojih, pa še nikoli nisem imel počene šipe. Počeno šipo sem že imel, ampak iz drugega razloga. Pa tudi razbito šipo sem že imel. Jaz se spomnim, sem bili enkrat na lovski, enkrat žurka, pa sem imel takrat, se spomnim, 307 SV Peugeota in en dec pil per in ki je bil konc, je vrgel flašo nazaj, direkt v ta zadnjo šipo od mojega avta. Ampak nikoli mi pa še ni kamenček naredil, in jaz en teden nazaj hvalim, 2 dni poznej. Pa Tina je tista, ki 98% časa vozi ta avto. Jaz se noter usedem, enkrat, 2krat na mesec, mogoče vsake to časa zjutraj, kad malo vrt odspeljem, prekleti kamenčki. Veš? Aha, kaj pa je zdaj to gor? Špegoček? Au. Zakaj pa je to dobro? Da sprostim napetost, ker če ne naredim tega, potem lahko poškodo med samim popravilom dalje poči. Aha. To se sa zrak ven? Posesa vlago in zrak. A ja, ta zdaj popravlja. Tako. Dec Rihta je rekel, da je popravil že 10.000 šip. Čak se že vidim, da je manj. Je, ne? Ja. Evo, zdaj se zapolnjuje, ne? Ja, zdaj pa ni več. Stari le na koncu pa kar pri zoparju preslon lampico, da se skupaj posuši. A? Jaz nisem vedel, kako to delajo. Jaz sem pa posnel, se mi zdi, da bi še koga lahko zanimalo. Dec gre, še včas sem bil tukaj, 24 minut, zrihtal sem ti šipo. Res? Sam sem jo popravil. Ne, ne.